Naslednjo točko dnevnega reda, zdaj soglasje k zaposlitvam v javnem zavodu za reševalni center Korošče. Prosim, Železno. Ja, nekaj glede na to, da finančni načrt ni bil sprejet, polno javno reči soglasje, je bilo zaprošeno za da date soglasje, da zaposlimo 2 oziroma 3 pripravnike. Pripravniki ne grejo na račun stroškov ZRCK-ja, ampak so refundirani strani zbornice oziroma strani ministrstva. Prosim. Tako da ne gre za dodatno strošek ZRCK-ja, gre se pa za to, da pripravniku omogočiš narediti tiste pripravniške. Podpiram razpravo po tej točki dnevnega reda, gospod Matič. Ne. Želi kdo? Ne. Prosim, gospod Golob, pa bi prosil, da stopite, ja. Hvala za besedo. Glede na to, da danes se pravzaprav na nek način ukvarjamo z enim zavodom, ki izkazuje plus in smo videli problem, po drugi strani je pa zavod, ki izkazuje minus. Zdaj, znotraj teh vprašanj, ki jih imamo zdaj pri tem ZRCK-ju, je še toliko bolj zastrašujoča in pa zaskrbljujoča, da je treba generalno, verjetno je pomisleko in kar izberemo iz medijev, veliko nepravilnosti tudi znotraj zavoda recimo in generalna rešitev za to bi bila verjetno ta, da danes, koliko sem sam razumel, smo dali 2 svetoma zavoda nezaupnici. To pomeni tako na lekarniškem delu, kakor tudi v ZRCK-ju. Zdaj, kaj v takem primeru narediti, ko se gre za tako pomembne teme, ki so omenjene bilo zdravstveni dom v Slovenj Gradcu in pa tudi v Radljah. Tukaj so bile že tudi izhodišče, pa ne bi želel zdaj se vračati na eno temo nazaj, ki smo že glasovali, kot smo glasovali. Pa vendarle, naše funkcije so še vedno v upravljanju, vlada upravlja tekoče posle. Jaz mislim, da je prav, da bi te stvari reševali nekje druge. Ne da se na Sveto-Koroške regije ukvarjamo z problemi, ki ga je moglo generalno reševati pristojno ministrstvo in pa vlada, je pa prav, da dajemo pomisleke oziroma izhodišča in pa se nanašamo pravzaprav na edinstveni primer na primarnem zdravstvu v Koroški regiji, ki ni enaten z ostalim sistemom v naši Sloveniji. Zdaj, jaz verjamem, da je direktor pred težkim problemom, kako zakrpati finančni del, ki ga izkazujete. Pa vendarle, dokler da neposredno ne bremenimo občinskih proračunov, je moj še vedno glas, da podprem tudi ta finančni plan. In sem ga tudi že na tiho iz klopi predlagal, da se naredi finančni plan oziroma rekonstrukcija tega, kar se znotraj tega zavoda že vrsto let pojavlja. To pomeni, da zagotovljeni. In pa še nekaj je zanimivo, ne? Vsi skupaj se zdravstveni domovi tepejo za dohodek, ki prihaja iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje. To pomeni, mi imamo že ena izhodišča in tudi župani Dravske doline smo sedeli na to temo že kar parkrat in smo dali to nalogo stroki, da o tem spregovori. In enaka stvar, ki je imel kolega župan Čas iz Slovenj Gradca, je tudi v Dravski dolini. Zdaj o konkretnih primerih, koliko časa pa je na razpolago avtomobil za urgentne stvari v zdravstvenem domu v Radljah, koliko je mora biti prisoten tudi zdravnik in pa sestra, zato to jaz mislim, da mora o tem spregovoriti stroka. Danes bi pa predlagal, da ne glede na to, da je bila ustanovljena komisija z strani reševanja plusa v lekarništvu, bi morala biti prav tako imenovana komisija, ki bi od danes naprej, naši mandati tečejo še do konca poletja, recimo meseca oktobra, ko bojo lokalne volitve, da moramo bolj korektno delati, kot delajo naši politiki v Ljubljani in naša vlada, predvsem pa Ministrstvo za zdravje, ki se enostavno požvižga za probleme Koroške regije, ki imamo na primarni ravni zdravstvene oskrbe. In če bi se imenovala ta komisija, je bilo prav, prej je gospod Tasić naenkrat imenoval, da bi bila ta komisija sestavljena iz vseh 3 delov, to pomeni Slovenj Gradec, Mežiška in pa tudi Dravska dolina. Hvala. Hvala lepa gospodu Franjo, kolega Franjo.
Ne, kolikor sem jaz razumel, ne govorimo tako, ne govorimo o isti komisiji in mogoče prav bi bilo, jaz podpiram, osebno podpiram predlog, ki ga je dal kolega Franjo in seveda sprašujem, ste za takšen sklep? Se že imamo komisija, ne? Vse pa ta komisija se je sestala, vse vsi so pripovabljeni, ampak imeli smo problem, ki ga je gospod direktor takrat nam predstavil in smo se o tem pogovarjali. On je tudi predlagal, da se združijo, kar je bil že večkratni predlog, pa moram reči, da direktorca zdravstvenega doma Radlja ni bila za to, direktor zdravstvenega doma Slovenj Gradec je bil tak, ostali smo bili pa za, ampak naredilo se pa potem ni nič kaj iz tega. V bistvu iz tega sestanka je išlo, da smo razcepljeni, mogoče bi bilo dobro se pomeniti z tem, se pravi zdravstvenim domom Radlja, pa za zdravstvenim domom Slovenj Gradec. Prosim, gospod. Zdaj sem to sestanka odkrila, smo mogli mi zmeniti, da mi dejansko se bi mogli občine odločiti, kaj želi. Z njimi se mi ne bi mogli zmeniti. Tudi z direktorjem, mi se mogli sami to pregovoriti, ne boš po prihodnem mandatu, tisti, ko bo tešeno, da se mi dogovorimo občine, kaj želimo. To so nas potrebujemo spremembe v okviru zdravstvenih domov, ki smo ustanovitelji, v okviru ZRCK, ki smo ustanovitelji. Drugače ne bo šlo, ker so oni to na svojim preglavom. No, samo pogledajte, gospod Rožen. Ti že veš, da ne boš. No, No, glej, gospod Rožen, dejansko mi smo občine so ustanoviteljice in sigurno, če mi najdemo en najboljši, najbolj racionalni predlog, a ne se pa vendar imamo pravico, tako boste delali, pa nič drugače, dragi gospodje, ne? Pa lahko imajo posamezni direktori še ne vem kakšne filozofije. Tako je, ne, zaradi tega smo se mi pogovarjali, da bi reševali zdravstvo, pa tudi reševalni center na nivoju Koroške regije in to po mojem bi bilo zelo smotrno in pametno. Mogli bomo brez njih neko rešitev najti na županje, se ste videli, znaš? Ampak so pa tudi rekli, da kolikor bi se župani oziroma občine odločile v drugače, bodo seveda to morali sprijeti. Seveda, smo mi ustanovitelji. Za nas je najpomembnejše, da ostaje na tem nivoju, ki je, da ni slabša situacija. Glede na to, da kar sem poslušal, da je arbitražni postopek, glede predvsem to, kar so reševali 2012. leta v Piranu, na Primorskem, je na Koroškem ostal. In zdaj tisti, ki bi mogli poskrbeti za to, da bo reševali tega, ne bojo rešili. Zaradi tega je na nas, da mi rečemo Bog. Enostavno, dokler da se žogajo. In pa še enkrat pravim, da vsi vidijo en plus za strani zdravstvenice, vsi jamrejo, da nič to ne prinese. Na koncu, ko vidimo, da rezultat je pa tak, ki je, in da zdravstveni dom Radlja v tem delu, ki ga prejemajo za ta del, ki je bil predlog za ZRC, prejemajo približno $500 000 na letnem nivoju, čeprav sem se znanil. In zdaj, zakaj se cupali za ta denar? Zdaj pa poslušajte. En zavod ne izkazuje minusa, drugi ga izkazuje. Nam je pa prepomembno zdravstvena oskrba na primarnem nivoju v Koroški regiji. In če se bomo še politiki tako obnašali, kot se obnaša naše ministrstvo resorno za pokrivanje te zdravstvene oskrbe, potem smo končali za zdravstveno oskrbo v Dravski dolini. In jaz se ne odhajam od te odgovornosti, ki jih imam. Jaz verjamem, da tudi ostali kolegice in kolegi. Če sem to omenil, da zdaj si govorimo o zgubi ZRCK-ja, ne? Ampak finančna načrta izhaja, da ni izguba in tudi pretekla izguba je vse v bilanci sanirana, kako vidimo, ne? Pa še nekaj. Govorili iz preteklih prihodkov. Da ne bo imeli, bolj bi napisali, da je izgubi, no? Še nekaj. Jaz, direktor, dovolite, še samo en odgovor bi prosim na to vprašanje. V primeru, da arbitražni postopek, ki stoji na ministrstvu za finance, ta arbitražni postopek, ki stoji, v primeru, da so vam v pozitivno smer nam zagotovljena ta sredstva za po postopku, ki so ga imeli tudi v Piranski občini, na Primorskem, ali lahko v tem primeru tudi zavod računa na pozitivno stanje, čeprav računa, to je približno za 130 000 evrov, ki bi ga naj v ugodni rešitvi. Zdaj stoji to na arbitražnem, na ministrstvu za finance. V primeru, da ta denar dobite, boste izkazovali 130 000 evrov na prihodkih plusa. Ne bomo izkazovali plusa, v bistvu malenkosten plus bo, ne. Ne bomo rabili imeti, ne bomo rabili jaz zdravniku reči, kjer zdravil lahko kupi, kjer ne. To me zanima. Hvala lepa.
Komisija, ne. Prosim? Komisija. Jaz razmišljam, a je smotrno, da imamo dve komisije ali eno, bom rekel tisto, ki smo že na začetku imenovali, pojačamo, ker to je zadeva tako prepletena, da se mi, bom rekel, nespametno zdi, da bi imeli dve komisije. Ker zdaj to povedano prek lekarni ste nekako prej ustanovili komisijo, ki bo dogovorila z vodstvom lekarne nov program dela v smer, da se zmanjšajo investicije. Zmanjšajo namen investicij in da se dobiček razdelijo. Ne. Investicije ostanejo v obsegu. Tako. To je potem mandat komisije, tudi prejšnje nam povedati, zato ko smo ne. Mandat te komisije, kaj bi bil tem primerno? Glej, kolega... Kaj ne naredi? Jaz mislim, da mi ne bomo zdaj pripravila se bo verjetno nova ureditev z urgentnim centrom Slovenj Gradcu. Jaz ne vem, kakva bo, pušniki v tej komisije, smo že imeli za zdravstvo, jaz mislim, da ne ta komisija naprej dela. Točno tako. Smo imeli programu dela ZRCP-ja, ki ni bil podeljen danes. Kaj ne spremili, to je počitniški program ne prodal, ali mora ga 2.14, prodal 2.15, ga ne boš prodal. Če je že v dom kapacitet. To so bolj drobne načelne zadeve. Jaz bi predlagal, da komisija Rožen, ki si jo ti vodil, da sedaj, da je pelješ naprej v tem smislu. Povejte, kaj je ta druga komisija ZRCP naredila? To nam povejte iz razprave. Torej, počitniški program ne prodaja, kaj? A ne, sanacijski program, kak zdravstvo? Se ne more prodavati. Ok, sanacija. Ovo je jasno, kaj je sanacija. Sanacijski program je tak nared. Se pravi, stroške, kjer smo zmanjšali, smo tako zmanjšali. Tako sem rekel, če ne bo se pojavilo kaj nepredvidenega, ob takem delovanju bi mogla biti nula, oziroma mogoče minimalni minus, recimo. Ampak morate vedeti, da iz leta 2012 na 2013 smo zmanjšali za 90.000 evrov minusa. Če zavarovalnica jemlje na prihodkovni strani, mi se lahko prilagajamo do tiste mere, da se ne ogroža pacienta. Oprema, kjer je vozila, kjer moramo imeti, zdravila, kjer se uporabijo za to, kompletno support, kjer je tudi na skupnosti, recimo, smo zmanjšali več kot za 15% njihov prispevek. Tu bojim se, da razen, da se posežejo pravice delavcev, se pa ne bo dalo narediti. Zato, ker smo stroške spravili že na minimum. Ko sem dal ukrep pranje perila in nastavil cel halovane, in predvsem se znižate pri plačah, ampak kak je že ta skupna uredba, ki za nas vse velja? A ste to tudi upoštevali, da ste imeli malo? Ja, se to bilo upoštevano. Vse predpostavke se bilo upoštevano. In glede vprašanje z moje strani, zdaj mi program dela in finančni načrt za leto 2000 nismo ali niste, tisti, ki niste potrdili. Zdaj formalno pravno sprašujem, kaj zdaj pomeni to za javni zavod? Delo naprej kot je, pa s tem, da pripravi sanacijski program. Se pravi to, kar je imel, da bo pokazal vse na dobro znudo. Direktor sam ne ve, ali bo minus ali bo plus. Ne, se je pokazal. Kaj pokazal? On je nulo pokazal. On govori, da ne ve, ali bo nula, ali bo plus, ali bo minus. Mislim, to mora biti jasno. Sedanji načrt, ki ga je predstavil gospod direktor, je uravnotežen. Izkazuje nulo. Mi smo temu finančnemu načrtu nismo dali soglasja. Samo denarni tok je po minusu 175.000 evrov. Kaj bo posloval? Nima pa... Začetek denarja tudi, stanje na računu je tudi imel. Glejte, morate upoštevati, da je lansko leto bilo, da so bile za lansko leto izplačena, da je bila izplačena 3/4 plačnih nesorazmerij. Del regresa, kjer je ostala na eni vrednost, bila okoli 80.000 evrov, je bilo tega denarja, kjer ga nismo dobili dogovorjeni. Pa ga boste dobili. Pa ga vam bojo dali letos.
Ostanje me likvidnost, ne zadeva v šlasku. Vete, za plače, pa ki smo mogli dati, državo to, vse se oni sprejeti. Zakaj pa? Ja, pa ni del, da se Črko stanje. mi smo 7 let tožili, da smo dobili. Pa boste zvozili direktorje, minus 170 denarnega topa, to jih skrbi, no. Ja, da ne bo mogel plačati, ne bo mogel. Ne, likvidnostnih problemov hvala Bogu nimamo. In tudi naprej v 2-3 letih ni, vidite, ker skozi pravzaprav. Se oprečujem. Minus je začel nastajati 2011, ne? Ampak ni bil pa likvidnostne težave, pa nismo imeli. Zdaj jih pa pričakujete. Prosim? Zdaj jih pa pričakujete. Ja, ne pričakujemo jih takoj, recimo v 2-3 letih še ne mogoče, ampak... Ali gremo zdaj skozi varianco, da se ni možno, izkazo prihodkov in odhodkov imate po denarnem toku minus 176 tisoč denarnega toka v 2014. Hkrati imate pa na začetku leta 2014 dobro imetje pri bankah 158 tisoč, pa kratkoročnih finančnih dolgov 150 tisoč. Torej 300 tisoč imate kratkoročnih denarja. 170 boste pa več porabili 2014, ko boste imeli prihodkov 2014, po denarnem toku. Po prihodkih in odhodkih imate tek nulo, v bilanci stanja akumulativni ste imate 5800 plusa iz preteklih presežek prihodkov in odhodkih. A štima to? Glede, jaz finančni nisem verjetno štima, če se to... Ki so se vam prav, no. Počas, vi ste še želeli. Še želeli tam zadnji. Dobro, no pa, že ne bomo nedogled razpravljali, če je možno, da rešimo ta zapletek, da sprememo ta finančni načrt z predpombami, ki smo jih dali, torej, da se treba tudi dezinvestirati, mora biti pri početniških kapacitetah, mora biti pri prevoznih sredstvih, ki se uporabljajo za službeni avto. In če se to spreme, potem mislim, da sem tudi zato, da če to ne pomeni novih obremenitev občin, prosim je zato, da se ta finančni načrt spreme. No, mi smo zdaj pri točki 7, dragi moji, točka 6 je davno zaključena, mi smo že izdali soglasje k zaposlitvam. Hvala lepa, gospod Tasič, mi je popolnoma jasno, mi smo to točko zaključili, smo na 7. točki, govorimo, da razpravljamo o 7. točki, vas sprašujem, glede na to, da ni dodatnih obremenitev za lokalne odnosno za reševalni center, glede zaposlitev, sprašujem vas, ali dajemo soglasje k zaposlitev pripravnikov, zdravstvenih sodelavcev, zdravstvenih reševalnih centrov Koroške. Kdo je za takšen predlog? Hvala lepa, soglasno sprejet, hvala lepa, direktor. Pravno to nimamo še enkrat, da smo s to v času. Andrej. Ampak naj da to potem s temi pripomnami nov predlog, pa ga lahko nečem spremljati. 7. točka je zaključena. 6. smo mislili. Hvala lepa. Smo pri točki razno. Jaz bi, spoštovani kolegi, mogoče čisto na kratko, tudi glede na to, da so novinari tukaj, kaj smo v tem mojem mandatu naredili, kaj nismo naredili. Sprejeli smo izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2012-2014, podali smo soglasje k zaposlitvam javnih zavodov. Na Ministrstvu za notranje zadeve smo posredovali protestno pismo v zvezi z ukinjanjem inštitucij z območja Koroške in sicer davčnega carinskega urada. Potrdili smo imenovanje RRA Koroške kot subjekt za spodbujanje regionalnega razvoja. Podali smo soglasje s spremembam statuta zdravstvenega reševalnega centra Koroške, seznanili smo se študijo glede možnosti organiziranja in izvajanja gospodarskih javnih služb na Koroškem, izdali smo pooblastilo RRA Koroške za izvajanje regijskih shem, obravnavali smo pobudo za ustanovitev medobčinskega pravobranilstva na državni zbor in na koroške poslance smo naslovili protestno noto z izvedbo davka na nepremičnine. Zadeva vemo, kako se je končala. Obravnava se problematika glede dostopnosti regij, to pa moramo reči, da smo zelo razočarani glede gradnje 3. razvojne osi. Izdali smo soglasje za zaposlitev preko javnih del, upravili smo predstavitev programske opreme,
Izdali smo soglasje za sofinanciranje delovanja, uspešnega delovanja Kovivisa, seznanili smo se s strateškim načrtom za pospeševanje konkurenčnosti gozdne lesno predelovalne mase, obravnaval se predlog za ustanovitev izgradnje skupne občinske uprave na področju notranjega revidiranja in poslovanja občin in še nekaj manjših drugih zadev. Jaz osebno moram reči, da sem zadovoljen, pa nisem zadovoljen. Generalno nisem zadovoljen in pričakujem, da vse te velike zadeve, v mislih imam predvsem tretjo razvojno os, da to pa pri drugih zadeve, da smo imeli relativno malo posluha strani države. Mi vemo, da smo tik pred izrednimi državno-zborskimi volitvami, pričakujem in upam, da bomo dobili boljši državni zbor, da bomo dobili boljšo vlado, predvsem iz tega vidika, da bo imela več razumevanja do nas Korošcev. Jaz se vam, kolegice in kolegi, zahvaljujem za uspešno, korektno, kooperativno delo v tem mojem mandatu. Jaz ga danes zaključujem in seveda predajam kolegu Košetu vodenje občine za naslednjo enoletno obdobje. Še enkrat hvala. Regije, še enkrat vsem hvala lepa, Tone, tebi pa želim uspešno delo.